Jure je premagal hudo anksioznost in panične napade. Rešil se je z bolečin v spodnjem delu trebuha, zaradi katerih je mislil, da bo kar umrl in zaradi katerih je bil pogosto na urgenci. Spet je lahko začel mirno živeti, spet je lahko začel sproščeno voziti avto, začel je hoditi na družabne dogodke in celo poslovno je neverjetno napredoval. In to kljub temu, da si v času najhujše anksioznosti ni upal iti niti iz svojega stanovanja in je mesece samo preležal v obupu in z mislijo, da bo kar umrl. Kako se je njemu uspelo rešiti teh bolečin? Kako se je rešil tudi močnih strahov, ki so ga čisto ohromili? Danes vam bom razložila točen proces, čez katerega je Jure šel, da se je rešil svoje anksioznosti, ki je v bistvu izgledala že kot huda izgorelost. Povedala vam bom, kaj je naredil, da je spet dobil nazaj dobro počutje v svojem telesu, da ga je nehalo boleti in da se je spet začel počutiti zdravega. In razložila vam bom, kako je spet dobil zaupanje vase, kako se je spet počutil močnega, da je lahko šel v družbo, na koncerte in predvsem, da je začel normalno delati, živeti in skrbeti za svojo družino. In to brez dolgoletne psihoterapije ali močnih zdravil. Sem prišel do vas, sem prvič videl eno tako svetlo lučko. Po pogovoru z vami je bilo to še toliko lažje, ker sem videl pač, da dejansko to ni nič takega, da nisem sam v tem, da je to dnevno se srečujete s takimi ljudmi. Jaz sem Asja Dominko, sem terapevtka in v zadnjih 14 letih sem s pomočjo te energijske čustvene terapije že več tisoč ljudem pomagala zavedno rešiti anksioznost, izgorelost, panične napade. In to v zelo kratkem času, v nekaj tednih ali mesecih. To ni trajalo leta in leta, kakor običajna pogovorna psihoterapija. In Jure je bil eden izmed teh ljudi in njegova zgodba mi je v bistvu ena najljubših. In nikoli ne bom pozabila 3 prizorov, ki so povezani z njim. Preden pa gremo v njegovo neverjetno uspešno zgodbo, pa če ste pripravljeni, da se tudi vi zavedno rešite nemira, strahov, občutkov nemoči, predvsem pa teh neprijetnih fizičnih bolečin, ki jih sabo prinaša anksioznost, potem vas povabim, da si v opisu tega videa poiščete povezavo in si snamete moj priročnik z naslovom 7 korakov za trajno odpravo anksioznosti. Lahko pa samo v komentar v videu napišete priročnik in vam ga bomo poslali. Prvi prizor je, ko so ga prvič pripeljali iz Gorenjske v Maribor v mojo pisarno in se točno spomnil, kako slabi koži je bil, da je komaj sledil, kar sem mu govorila in kar sem mu razlagala. Drugi prizor, ki ga tudi ne bom nikoli pozabila, je pa, ko se je po 3 mesecih tega procesa že sam peljal je svoje 2 hčerki na Ptuj, na kopanje in se je spotoma oglasil pri meni. In takrat sta me njegove deklice objeli in jaz sem res čutila res velik ponos na njega in na to prehojeno pot. In tretji prizor je bil tudi zelo ganljiv zame, ko sem za božič od njegove družine dobila eno skodelico in v škatli od te skodelice je bilo napisano: "Hvala, ker si nam vrnila Atja." In podpisana je bila njegova žena in 2 hčerkici. Jure je bil nekaj časa celo moj sodelavec, dokler ni začutil, da ga kliče pot v tujino, najprej v Dubaj, potem pa v Švico. Danes je zelo uspešen direktor v Švici in sem res ponosna nanj in na vso to prehojeno pot, ki jo je naredil v nekaj kratkih mesecih. In zdaj bi rada z vami podelila to pot, šla čez te korake, ki jih je on naredil in ki jih lahko tudi naredite vi, da se zavedno rešite anksioznosti, panike, izgorelosti, vseh teh neprijetnih občutkov. Ni bilo dolgo, kar je Jure ležal v postelji in je celo razmišljal, da bi svoje stanovanje prepisal nekomu, ki bi mu znal pomagati. No, to sploh ni bilo potrebno, vendar pa je moral narediti nekaj čisto drugega. Jure je imel 2 kvaliteti, ki sta nujno potrebni, če se želimo trajno rešiti anksioznosti. Zaupal mi je in poslušal me je, bil je učljiv, pripravljen se je bil naučiti nekaj novega, bil je odprt za spremembo, ker je preveč trpel, da bi želel ostati v stanju, v katerem je bil. Njemu je bilo sicer področje osebne rasti čisto tuje, področje občutkov tuje, s tem se ni ukvarjal, o tem se ni veliko pogovarjal. Dokler ni bilo nujno, da se sreča sam s sabo. In takrat, ko se je odločil, da si poišče pomoč, je to vzel resno. In točno vse, kar je bilo potrebno, je naredil. Bil je vztrajen. Tudi ko je bil kakšen dan, ko mu je bilo zelo težko, ko je izgledalo, da se nikamor ne premika, je vztrajal na tej poti. In točno to potrebujete tudi vi. Rezultati so se začeli kazati tako prvi teden, 10 dni, ampak prvi sem začel majhne korake, potem pa, da sem začel majhen ven hoditi, tukaj okoli hiše na sprehode. In tako se je pač začel, da sem začel voziti dejansko sploh avto do vrtca, ki imam par kilometrov, do šole par kilometrov, nič kaj hujšega.
Pa je zdaj zadnji, kakšen mesec, pa praktično vozim, ali pa lahko tudi mesec pa požedajo tega, pa vozim praktično brez problema od morja do Hrvaške, pa tako naprej. Zdaj pa poglejmo, katere korake je Jure naredil, da se je zavedno rešil neprijetnih čustev in telesnih občutkov. Pred pojavom anksioznosti je bil Jure delaven, vesel človek in zelo skrben družinski oče. Rad je vozil avto, pogosto na dolge razdalje, do Švice in nazaj, bil je zagnan vodja športnega centra in včasih je celo malo pretiraval. Vedno je bil pripravljen ustreči in poskrbeti za vse ljudi okoli sebe. Skrbel je za svojo družino in vedno je bil tisti, ki je on razveseljeval druge ljudi. Ker pa je bil čustvena oseba, so se ga zelo dotaknili stresni dogodki, ki jih je doživel. Tako kot vsak od nas je poleg lepih situacij doživljal tudi težke, vendar je večno pozitivni Jure zamahnil z roko in je šel naprej. Posebej ga je zaznamovala smrt 3 ljudi iz njegove neposredne okolice. Ni si mogel pomagati, ampak od takrat naprej je čutil, da njegovo telo ni več isto. Februar, marc preležal, bil v posli, izgubil skoraj 15-16 kg, in tako sem se začel bati sam zase, kaj narobe, ker si sploh nisem znal pomagati. Pa enkrat me je pri srcu špikal, enkrat mi je začel ta utrip nenormalno pospešeno začeti delati, pa enkrat vmes je celo rešilec prišel, sem se toliko ustrašil, so me odpeljali. Medtem ko do zdravnika sem šel praktično vsak drug dan, vsak tretji dan, ko sem šel čez vse te preglede, čez vse te zdravstvene preiskave, od magnetne resonance glave do praktično vseh za trebušno slinavko, vse in za srce, ultrazvok, vse, kar se je praktično dal, so videli pač, da je z mano fizično vse v redu. Jure ni bil navajen, da si vzame čas zase, da se ukvarja s sabo in svojimi občutki. Živel je naprej, delal je naprej, športal naprej, skrbel za druge naprej. Svoje občutke pa je želel utišati, šli so mu na živce in jih je preslišal. Mislil si je, da bo že samo od sebe minilo. Juretove bolečine pa so bile vedno močnejše. Mnenje zdravnikov pa je ostalo enako: gospod, vi ste zdrav. Jure pa jim ni verjel, ker se je z dneva v dan slabše počutil. Ampak zdravniki so imeli prav, ker anksioznost ima lahko veliko obrazov. Pri mnogih ljudeh se pojavlja kot močan strah, občutek ogroženosti, nemira, in to je zelo težko prenašati. Pri drugih ljudeh, tako kot pri Juretu, pa je lahko še dosti težje, saj se anksioznost pojavlja v obliki močnih telesnih bolečin, nekega telesnega neugodja. In to je za nas ljudi, tako kot za Jureta, še posebej težko, ker čutijo, da nekaj ni v redu. In pojavi se zelo, zelo močen strah za zdravje, da je z mano nekaj resno narobe. Poleg bolečin v telesu se lahko pojavijo tudi močni mravljinci po telesu, cmok v grlu, tiščanje v prsih, napetost v glavi, lahko so mehke noge, mehke roke, lahko so čudni občutki kjerkoli v telesu, celo zategne na čeljust. In takrat, ko ti zdravnik reče, da je s tabo vse v redu, tebe pa vedno bolj tišči, boli ali imaš kakšne druge neprijetne občutke, je res težko verjeti, da je to samo anksioznost ali samo v glavi ali samo tesnoba ali samo psihičnega izvora. Torej, kaj v bistvu sploh pomeni ta anksioznost? Najbolj preprosto lahko povem tako. Anksioznost pomeni, da ste fizično okej, zdravi, energijsko pa ste izčrpani. Torej, zdravniki imajo prav, zdravi ste fizično, energijsko ste v slabi koži. Pomeni, da se je stres nabral v vašem telesu. Torej, ko mi doživimo neko neprijetno situacijo, gredo občutki v naše telo. Pojavi se občutek strahu, sramu, žalosti, nemira, manjvrednosti, nemoči in tako naprej. In ti občutki se vtisnejo v naše telo. In od takrat naprej jih nosimo v sebi in se nabirajo in nabirajo in nabirajo. In velikokrat se tega sploh ne zavedamo, da gredo ti občutki v naše telo, v našo podzavest. Podobno kot Jure, zamahnemo z roko in rečemo, pa se to že dolgo od tega, se to sem že predelal, tega se sploh ne spomnim in gremo naprej. In zgleda res tako. Ampak prava resnica je, da si naše telo vse zapomni in da podzavest zbira te izkušnje, zbira te težke občutke, podzavest vse ve. In tako v bistvu anksioznost zajame celo telo, ker ne moremo narediti tu ločnice, to je glava, to pa telo, to je psiha, to telo, ker je vse prepleteno. In ko je Jure razumel, kaj se v resnici dogaja z njegovim telesom, mu je bilo malce lažje. Še vedno pa ga je bilo strah teh občutkov. In posebej ga je bilo strah, kaj bo z njegovimi otroci, če se mu kaj zgodi, kaj bo z njegovo družino.
In ko sem Jureta na začetku njegovega procesa vprašala, kaj si želi, kaj bi bil rezultat tega terapevtskega procesa, je bil njegov odgovor: hočem se rešiti teh neprijetnih občutkov in hočem normalno živeti. In med vrati, čisto potiho me je vprašal, ali sem jaz vaš najtežji primer. Ali sem jaz najtežji primer, ali ste že kdaj imeli koga, ki je imel tako hude občutke, kot jih imam jaz. Tako močna je bila anksioznost pri njem in mogoče tudi vi danes tako počutite. Ampak Jure ni bil na moj najtežji primer. Vsakodnevno sem se srečevala z podobnimi stavki ljudi, s podobnim trpljenjem in posebej podobno stisko, ker so jim zdravniki rekli, da so zdravi, oni so pa čutili nekaj čisto drugačnega in so se počutili zmedeni, niso več vedeli, komu verjeti, komu zaupati in so v glavi negativne misli nafantazirali, da so res, 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 res bolni in da se jim bliža konec. In če vam karkoli lahko položim danes na srce, je to, da vzamete anksioznost resno. Ne čakajte toliko časa, kot je čakal Jure. Začnite slišati svoje telo, začnite poslušati in ko se prvi simptomi pojavijo, začnite ukrepati, ker dalj časa, kot boste čakali, daljša bo pot nazaj, saj se da rešiti, ampak je daljše. Torej poslušajte svoje telo, ker samo od sebe ne mine nič. Lahko se potuhne, ampak ko najmanj pričakujemo, spet pride na plano. In tako je Jure naredil prvi korak in to je isti korak, kot ga boste morali narediti tudi vi, če se želite trajno rešiti anksioznosti. Prvi korak je bil, da si je končno priznal, da se slabo počuti, da se je ustavil, da je prenehal bežati sam pred sabo in pred svojimi občutki, da si je vzel čas zase, da se je posvetil svoji notranjosti in ne samo vsem tem zunanjim aktivnostim. In točno to boste morali tudi vi narediti. Prvi korak je v bistvu sprejemanje situacije, v kateri smo. Ne več zanikanje, bežanje ali pretvarjanje, da smo okej, ko v bistvu nismo. Torej, ljubeče sprejmite sebe, svoje občutke, svoje težave in to je odlično izhodišče za naslednji korak. V naslednjem koraku pa moramo razumeti svojo preteklost. Jure je temeljito razmislil in si točno zapisal, kateri stresni dogodki iz njegovega življenja so bili najtežji. Gre za situacije, ki so nas prizadele na čustvenem nivoju. Za njega je bilo najtežje, da so umrli 3 mladi ljudje iz njegove okolice in te smrti so se ga čustveno zelo dotaknile. Začel je razmišljati o minljivosti, začel se je bati smrti in začel razmišljati celo, da je on na vrsti. Poleg tega so bili še drugi dogodki, ki si jih je on zapisal in tako je začel počasi razumevati svojo preteklost in pravi razlog za nastanek anksioznosti. In vedno manj ga je bilo strah, da je z njim resno nekaj narobe, ker je začel razumevati te mehanizme, ki jih naša podzavest in naše telo delajo z nami. In če se tudi vi soočate s strahovi, z nemirom, z neprijetnimi občutki in če bi se radi vsega tega rešili, če bi radi zaživeli normalno, svobodno in mirno, potem vas povabim, da si vzamete moj priročnik. Lahko si downloadate, imate spodaj povezavo v opisu tega videa ali pa preprosto v komentar napišete priročnik in vam ga bomo poslali. In v ta priročnik si lahko tudi vi zapišete tiste stresne situacije, ki so bile za vas pomembne, ki ste jih vi doživeli in ob katerih ste bili čustveno pretreseni ali pa so se vas čustveno dotaknile od otroštva naprej, ker to so tiste situacije, ki jih je treba resno pogledati, predelati, občutke spustiti ven iz sebe, iti globoko v podzavest, da lahko resnično se trajno rešite anksioznosti tudi vi. Naslednji korak, ki ga Jure naredil, je bil ta, da je raziskal tudi svoje podzavestne vzorce, ki tudi prispevajo k nastanku anksioznosti. To so vzorci kot recimo moram biti popoln, moram se mu streči, moram se narediti takoj, moram se narediti prav. In tudi vas povabim, da si zapišete v priročnik vse te vzorce, ki bi lahko bili za vas specifični in pomembni in ki bi lahko vam jemali tisti vaš notranji mir. Ker če se želimo trajno rešiti anksioznosti, je potrebno iz sebe izbrisati slabe občutke, ki so se tekom življenja nabrali v nas. Poleg tega pa je treba tudi na novo začrtati pot za naprej. Torej, našo podzavest je treba naučiti na novo, da nas ne bo več preganjala v perfekcionizem, v pretirano izčrpavanje ali pretirano skrb samo za druge ljudi.
Podzavest je treba naučiti na novo, da smo sami sebi pomembni, da se je varno sprostiti in da lahko brez krivde rečemo ne. In točno to je Jure naredil. In to vas čaka. Da najprej prepoznate, kateri podzavestni vzorci so pri vas prispevali k nastanku anksioznosti. In v naslednjem koraku je Jure začel svojo osebno transformacijo. Tekom procesa je sebe očistil staro čustveno bolečino, šel je v globino, spremenil svoje podzavestne vzorce in naučil svojo podzavest, da ni treba biti vedno na preži in da se lahko preprosto sprosti. In tudi to čaka vas, če želite doseči notranji mir in spet normalno življenje. Jure se je naučil vzeti čas zase. Naučil se je tudi tehnike tapkanja, ki zelo pomaga, ko čistimo čustveno bolečino iz sebe. Naučil se je sebe dati ven jezo, žalost, občutek nemoči. Brez sramu se je soočil sam s sabo in vztrajno dan za dnem iz sebe brisal vse, kar ga je kadarkoli težilo. In teden za tednom se je njegovo počutje izboljševalo. Vedno več dni je bilo, ko se je počutil dobro, in vedno manj dni je bilo, ko se je počutil slabo. Naučil se je iskreno poskrbeti zase. Začel je prakticirati tudi hvaležnost. Poleg tega pa je začel tudi aktivno preoblikovati svoj da je prevzel kontrolo nad svojimi mislimi. Namesto, da bi ga spirala strahov in negativnih misli peljala navzdol dol do panike, se je naučil, kako spiralo obrniti navzgor in misli so bili vedno bolj pozitivne in občutki so bili vedno bolj pozitivni. In zanimivo je to, da je njegovo telo sledilo njegovim mislim in njegovim občutkom. Bolj kot je bil čustveno v dobri koži, manj ga je fizično bolelo. In to se vedno dogaja. Doživljal je vse daljša obdobja, ko ni bilo več bolečin v njegovem trebuhu in ko se je res začel počutiti dobro v svoji koži. Kadar pa so se bolečine ponovno pojavile, pa je vedel, da jih lahko obvlada. Naučil se je, da je ta bolečina fizična ali čustvena v bistvu nosilec sporočila, kje ne živi v skladu s svojim najglobjim bistvom in kje v njegovi podzavesti so bili še vedno zapisani boleči občutki iz njegove bližnje ali daljne preteklosti. In isto sem delala tudi jaz pri sebi in isto čaka tudi vas, če hočete sproščeno, mirno, zdravo telo. Potrebno je raziskati svojo notranjost, se ljubeče in brez obsojanja soočiti sam s sabo in potrebno bo v sebi razviti moč, ker tudi vi zmorete mnogo več, kot si ta trenutek mislite. Vedno smo pa na začetku malo bolj nerodni, preden postanemo spretni, kot vedno, ko se učimo novih stvari. In tako boste tudi vi postajali vedno bolj spretni in vedno bolj boste odkrivali moč v sebi in pogum za tisto, kar si res želite in kar imate radi. In če vam je bila današnja zgodba z Juretom več in želite prejeti še več videoposnetkov na to temo, kako se zavedno rešiti anksioznosti, potem vas povabim, da se naročite na moj kanal, ker vsak teden vam bom posnela nov video z čisto konkretnimi nasveti, ki niso samo teorija, ampak so res praksa in izkušnje, ki so meni pomagali in mnogim drugim. In te nasvete boste dobili vsak teden tukaj na mojem YouTube kanalu. Tako da vas povabim, če vas to zanima, se lahko naročite. Mogoče pa se sprašujete, veš, Asja, jaz sem poskusil že vse, ampak nič še ni od tega prav delovalo. Ne morem več verjeti, nikomur več ne zaupam. In vas popolnoma razumem. Tudi sama ko sem bila sama anksiozna, sem marsikaj preizkusila in zaupala sem mnogim ljudem, ki so rekli, da mi bojo pomagali. Pa sem videla, da so me en košček poti lahko peljali, ampak glavnina dela pa sem mogla opraviti sama. In zato sem porabila ogromno časa, ogromno denarja, da sem se naučila, kako resnično iti v globino, kako resnično to našo skrivnostno gospo podzavest najprej razumeti in v drugi fazi se tudi spogajati z njo, da jo začnemo spreminjati. In zato sem postavila ta sistem, ki je meni rešil življenje, ki je meni spremenil te vzorce in občutke in je meni pač naredil lepo življenje. In ta sistem sem zdaj tudi učim že toliko let in čez isti sistem in čez isti proces je šel tudi Jure. Ta proces moj je res sistematičen in
res velikokrat preverjen. In vodila sem že v ogromno ljudi, takih, ki so predtem obiskovali leta psihoterapije in takih, ki niso bili še nikjer. Takih, ki so bili sočasno na antidepresivih in takih, ki niso želeli jemati antidepresivo. Pomagalo je mladim in starejšim, ženskam, moškim, ljudem z odlično kariero in ljudem, ki imajo pač neko službo, v kateri mogoče celo niso srečni. Torej, pomagalo je ljudem, ki so meditirali in se ukvarjali s sabo in tistim, ki se v bistvu do zdaj še niso ukvarjali nič. Pomembno je, da ste pripravljeni iti v globino vase, pomembno je, da ste se pripravljeni soočiti s sabo in pomembno je, da ste odprti, da se naučite nekaj novega. In pomembno je, da nehate bežati sami pred sabo. Moj sistem je pomagal tudi ljudem, ki so osebno prišli v Maribor ali tudi mnogim ljudem iz cele Slovenije, s katerimi smo se videli zgolj preko videoklica. Velikokrat so mi ljudje rekli, da sem njihovo zadnje upanje, da so poskusili že vse, pa nič ni delovalo. In ko sem slišala te besede, v bistvu sem čutila veliko odgovornost. In moja iskrena želja je bila, da jim res dokažem, da je tudi za njih možno, da se vsak od nas lahko živi sproščeno, mirno, lepo življenje. Torej, tudi za vas je možno. Potrebujete samo sistematičen pristop, pot v globino svoje podzavestja, iskreno soočanje s svojimi občutki, nekaj vztrajnosti in rezultati so tu. Pogoj pa je, da ste pripravljeni sodelovati, da ste učljivi, da ste se pripravljeni naučiti novih veščin in da ste pripravljeni iti iz glave v svoje srce. To ni samo teorija, je preverjen sistem, ki je tekom zadnjih 14 let pomagal več kot 3000 ljudem iz vse Slovenije. In zgodba Jureta ni o tem, da je bil on na pravem mestu, v pravem času ali pa da je imel srečo. Ne, ne, ne. On je imel zelo preverjen pravilni podporni sistem in imel je pogum, da se je osredotočil na tisto, kar je v resnici pomembno. Da živimo z notranjim mirom v sebi, brez neprednih občutkov in da živimo tako življenje, kot ga imamo radi. In če je on to naredil, ko se nikoli prej ni srečal z osebno rastjo, ki si nikoli prej ni vzel resnično čas samo zase, ki se nikoli prej ni pogovarjal o svojih občutkih, potem lahko to doseže prav vsak. In če vas je Juretova zgodba nagovorila in ste naveličani svojih strahov, nemoči, bolečin in vseh teh neprijetnih občutkov in bi radi končno živeli normalno, z mirom v sebi, potem vam želim pomagati. Prvi korak je to, da kliknete povezavo v opisu tega videa in si prenesete priročnik in ga začnete delati po njem. Drugi korak pa je, če ste resno odločeni, da želite narediti konec anksioznosti, da sprejmete pomoč, da se pustite voditi in da to naredimo res na najkrajši in na najmanj boleč način. In si s tem prihranite mesece in leta trpljenja in borbe z anksioznostjo. Ta korak pa je, da se prijavite na osebni razgovor, kjer se boste pogovorili ali z mano osebno ali z osebo iz mojega tima in bomo začrtali strategijo in pot, da se tudi vi rešite anksioznosti in da lahko živite mirno in sproščeno. Torej, toplo vabljeni.